Še nikoli si me videl, jaz imam tremo zdaj pred tabo, vidiš? Vidim. Ne, sam špeh. Za ljudi, ki vstopajo v naše življenje, je pomembno, da se povežemo in da z njimi zgradimo zaupanje. Če uspemo k temu dodati še prijateljstvo, potem je to zmagovalen odnos. In za enega od teh zagotovo lahko trdim, da je točno tak. Ana Mikuš, lastnica in glavna akterka podjetja Avemet. Ana, hvala, da si tukaj. Ana, hvala, ker si z energijo pri mojih podcastih že od začetka. Ampak se mi je zdelo fajn, da te povabim, zato ker se mi zdi, da si spremenila moj pogled na prehranska dopolnila, moj pogled na razmišljanje o tem, da ne samo to, kar počnem oziroma kar delujem, ampak tudi kaj vnašam v telo, kaj si dovoljujem vnesti v telo, kje se lahko podprem z vnosi. Moj pogovor danes, najin pogovor danes zagotovo ni komercialen, se mi pa zdi, da imaš toliko vsebine in toliko znanja, da lahko mogoče odpreva neke teze ali pa neke teorije o tem, kaj prehranska dopolnila so. In mogoče čisto za začetek, a greva lahko na tista najbolj stroga prepričanja, ki jih ljudje imamo, ki kar krožijo in kar so, ne, ampak v resnici se mi zdi, da ko ti začneš luščiti, ko razložiš, zakaj nekaj ne drži, ne, kako zelo so nadzorovane, na primer, ali kako zelo je poskrbljeno za to, da vi lahko počnete to, kar počnete, tudi s strani države na konec koncev. In mnoge te teze padejo v vodo, ne. Kaj bi ti rekla, kaj so največja prepričanja ljudi ali pa zmotna prepričanja ljudi o prehranskih dopolnilih? Hvala, Mark. Jaz tem prepričanjem rečem kar miti, ki krožijo okrog naše branže. Prvi takšen mit je zagotovo, da so prehranska dopolnila popolnoma nepotrebna. Še več, da so škodljiva, še več, da so drago lulanje, na primer. Pa če gremo pogledat, da so nepotrebna. Način življenja, ki ga mi živimo, a ne. Mi v povprečju na dan presedimo 10 ur. V zdajšnjih časih. Naša telesa niso bila ustvarjena zato, da mi sedimo. Se pravi, sedeč stil življenja, namesto da bi se mi več gibali. Stres, ki ga doživljamo, tako ta intrinzičen, notranji stres, kakor zunanji stres, sta zagotovo bistveno višja, kakor sta bila 30-40 let nazaj. Cirkadni ritem, motnje spanja, ki so prisotne dandanes, tudi na račun modre svetlobe majhnih ekranov, katere gledamo še dolgo v noč, a ne. Vse to so uzurpatorji našega zdravega življenjskega stila. Ko se to pridruži še temu, da mi v resnici mikrohranil, vitaminov in mineralov dovolj ne dobimo iz hrane, ki jo uživamo, zato ker hrana, ki jo uživamo, je pogostokrat predelana, osiromašena vitaminov, mineralov, energijsko, v tem smislu nutritivne gostote slabša, a ne, pridemo do točke, ko prehranska dopolnila postanejo del našega vsakdana, zaradi načina življenja, ki ga živimo. Tako da za mene je prepričanje, da so prehranska dopolnila nepotrebna, zmotno. Jaz mislim, da so odziv časa, v katerem mi živimo, a ne, in neke odgovornosti, ki jo kažemo do svojega zdravja, do svojega življenja, do soljudi, tudi zaradi dokazov znanosti, ki so številčni. Mikrohranila, vitamini, minerali se raziskujejo že od 19. stoletja naprej. Mi vemo, da so varna za uživanje. Niso pa čarobna palčka, prehranska dopolnila niso zdravila, ne zdravijo, a ne, pripomorejo, ampak kot taka so odlična baza, da kasneje mi ne razvijamo na primer kroničnih bolezni, do kamor privede kronično pomanjkanje vitaminov in mineralov. Velikokrat slišimo tudi, da so prehranska dopolnila drago lulanje, še posebej v konotaciji z multivitamini. Zakaj? Ker ko ti pogledaš deklaracije kvalitetnih multivitaminov, tam najdeš eno kopico vitaminov, mineralov, kofaktorjev v majhnih odmerkih. In potem ljudje rečejo, se tega pa tako malo, to je brez veze, a ne. To gre samo naprej, nič nimaš od tega. To ni res. Meta študije, se pravi kraljice študij z dokazi,
so dokazale in pokazale, da uživanje multivitaminov prispeva k boljšemu imunskemu odzivu, boljši mentalni funkciji, tudi preprečuje določena kronična stanja, a ne. Tako da to je eno od teh mitov. Potem, že prej si sam omenil, so tudi drugi miti, a ne. Še posebej zanimiv je ta, da so prehranska dopolnila škodljiva za populacijo, a ne. A je temu res tako? Prehranska dopolnila po svoji osnovi so živila. Živila ostajajo eno izmed najbolj kontroliranih področij z regulativo v Evropi. Mi smo podvrženi 6 uredbam Evropske unije, ki so izjemno obširne, in eni direktivi, poleg tudi nacionalnih usmeritev, ki jih imamo v Sloveniji. Izdelke redno pregleduje Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki svoje delo opravlja v možnostih, ki jih ima, a ne, ker so tudi kadrovsko podhranjeni, izjemno dobro in učinkovito. Tisto, kar mi vidimo na televiziji in je zavajajoče, priznam, in je škodljivo za generalno javnost, so izjeme, ki pa ne potrjujemo pravila, da se pa ostali trudimo delati po pravilih igre, ki so pa jasna, z regulativo omejena, a ne, in zelo transparentna. Ampak, Ana, jaz danes živim v svetu, kjer ko vstopim v lekarno, kjer stopim v prodajalno, je nabor ponudnikov oziroma, ne, stvari res velik. Kako jaz, ne, intimno, kako sprejeti odločitev, kaj je dovolj dobro za mene, za tiste, ki jih imam jaz rad, na kakšen način jaz, ki nimam nekega strokovnega predznanja, ne, kaj bi bilo dobro. Verjetno niso vse stvari za vse in vendarle nekateri potrebujemo nečesa več, nečesa manj, predvsem pa kako izluščiti to, kaj naj mi bo neka zagotovilo ali pa neka osnova za to, da razmišljam, da sem dal nekaj dobrega vase. Zdaj tako, lekarne in fizični prodajni kanali so eno, tam je množica izdelkov na policah, tam so magistri farmacije, tehniki, ki znajo svetovati. Bolj pereč je problem, da ti zjutraj odpreš svojo družabno omrežje in imaš že tam na stotine izdelkov, a ne. Se pravi, te ponudbe je res veliko in kar naenkrat se zdi, da smo preplavljeni z njo. Konec koncev, a ne, je to, bom rekla tako, panoga v vzponu, a ne, in kot taka zanimiva marsikomu. Tudi za hiter zaslužek, samo zato. Tudi hiter zaslužek, ne glede na to, da plačajo 10 kazni, bo nekdo sposoben povedati karkoli, a ne, zato da te najde. Oziroma, da se ti najdeš v tistem, kar ti on ponuja. Po mojih izkušnjah je tako, da tehniki in farmacevti v Sloveniji so kar pridni z udeleževanjem na različnih izobraževanjih. Sledijo stroko, sledijo razvoj stroke in jaz si upam trditi, da znajo biti nepristranski pri svojem svetovanju. Morate pa tudi vi biti pripravljeni povedati stvari, povedati, kako spite, povedati, kakšna je prebava, povedati, a se zjutraj zbudite naspani ali ste popolnoma utrujeni. Razkriti v sebi zadeve, ki jim bojo dale zamisliti, v katero smer bo njihovo svetovanje šlo, da bojo našli za vas prave izdelke. To je prvo. Drugo, kar je, morali boste odgovornost prevzeti v svoje roke. Če znate naštudirati, kjer telefon je za vas najboljši, pa kjer avto je za nas najbolj primeren, morate priti tudi do točke, da začnete se spoznavati s hrano, da začnete se spoznavati s prehranskimi dopolnili in tukaj se bomo mogli opolnomočiti v tej smeri, da bomo znali prebrati deklaracije, pa izluščati iz te množice informacij bistveno za nas. A bi rekla, da je na polici D-vitamin, pa je še D-vitamin? Ja, absolutno. Vi imate D-vitamine, ki so zgolj in izključno D-vitamini pro forma, a ne, in imajo neko vrednost v smislu neke vsebnosti, ampak je noter na primer oblika, ki ni holikarciferol in telo ne bo vedelo, kaj z njo početi. In je to neki izolat in telo ni navajeno vsrkavati in absorbirati. Lahko škodujem, v bistvu, V bistvu tako. obremenim telo, ne? Obremeniš lahko jetra, obremeniš lahko presnovo, predvsem pa, a ne, nimaš nič od tega. In zakaj bi
v tem primeru užival nekaj, od česar efekta ne bo. A ne. Če se vrnem na D3 vitamin, a ne, tle je holekarciferolna oblika tista, ki se bo najbolj vsrkala, absorbirala, utilizirala in prišla v telesu do tam, kjer jo bo telo uporabilo. Če to nadgradite še z rastlinami v kompleksu pri D3 vitaminu, boste pa dobili neko prehransko sinergijo, s katero bo pa telo, za razliko od sintetičnih vitaminov in mineralov, vedelo, kaj narediti. A ne. A mi lahko In to razložiš, ne? uporablja. Ker to je ravno sestavina kapsule, a Ja, ne? ja. V eni kapsuli imaš ti neki odmerek nečesa, lahko je to D3 vitamin, cink, karkoli, pač znotraj mikrohranil, železo in tako naprej. In namesto, da bi v kapsuli uporabil polnila, vezila, pomožna sredstva, eno od najbolj pogostih pomožnih sredstev je magnezijev stearat, oziroma na deklaraciji ga zasledite tudi kakor magnezijeve soli. To ni nek magnezij, ki bo blagodejno vplival na nas, ampak je to dobesedno milnici podobna snov, ki se v vašem črevesju spremeni v nekaj, kar nase veže elemente, a ne, in na ta način inhibira celo, preprečuje popolno utilizacijo vitaminov in mineralov. Mi na primer magnezijevih soli, magnezijevega stearata ne uporabljamo nikdar, a ne, ampak namesto tega uporabimo rastline. Konkretno pri vitaminu D3 so to stabilizirani riževi otrobi, so to listi koriandra, so to bučna semena, ki so že v naravi bogati z vitaminom D3 in predstavljajo neko popolno okolje potem za absorpcijo tega vitamina D3. Tle glih ravno pravim, ne, če nimam predznanja, pravzaprav v resnici tudi ne vem, ne, Ja, na ampak kakšen način, ne. ne, Ampak si rekla, ja. da svetovalci in tako naprej. Dajva se dotakniti tega mita o tem, da jaz, ke mi je imunski sistem zdajle ta trenutek padel, če bom pojedel 3 pomaranče, 2 pomaranči, pomarančo, ne, bom zdrav, ker Ja. pomaranča ima C-vitamin. Ja. Seveda razumemo, da je to, ampak meni se je zdelo zadnjič fenomenalno, ko si rekla, da telo ne prepozna, ne, kakšno je osnovno izhodišče, Ja. kako je C-vitamin prišel v telo. Ja, telo načeloma ne loči med sintetičnim vitaminom C in med tistim, ki ga najdemo v hrani. Če pogledava na primeru, ne vem, paprike, vitamin C iz papriki, ne najdemo samo vitamina C, ampak tudi kalij, tudi potazij, tudi vitamin A, tudi vodo, ostale kofaktorje, vlaknine, ki pripomorejo, da bo telo tistega vitamina C iz paprike imelo več, kakor od sintetizirane askorbinske kisline, ki ti jo drugače ponujajo na policah prehranskih dopolnilih. Še več, tista sintetizirana askorbinska kislina bo zakisala tvoj želodec, a ne. Ne samo, da se ne bo absorbirala, da bo telesu nebiorazpoložljiva, ampak tukaj pa boš imel še kakšen tak neprijeten dodaten učinek, a ne. Zato vedno iščemo kapsule, izdelke, ki so najbolj podobne temu, kar najdemo v naravi. Mi želimo v prehranskih dopolnilih najti živila, ne neke aditive, magnezijeve soli, smokce, barvila, konzervanse in tako naprej. Tega ne kupujete v trgovini na kile in ne jeste tega žlica, ne. Pustite pa, da vam to zapakirajo v kapsule ali pa tabletirajo ali pa dajo v šumeče tablete, ki se jih mečete v vodo. Tega ne počne industrija zaradi tega, ker bi vas imeli radi, ampak zato, da zaslužijo čim več. Ker je razlika v Ker je ceni. razlika v ceni večja, če ti kupiš tono magnezijevih soli na borzi ali pa če kupiš 200 kil liofiliziranega ekološkega peteršilja. Logično, razlika je enormna, ne. A nam more zazveneti tudi, ko gledamo cene, nam more zavibrirati, a je to lahko eden od? Ne, cena Ne. ni merilo. Ne, cena absolutno ni merilo. Cena pri prehranskih dopolnilih je velikokrat odraz enih drugih momentov. Na primer, saj to je moje neko osebno odražanje. Včasih se zgodi, da so izjemno kvalitetni izdelki v bistvu imajo zelo pristopne cene. A ne, naša filozofija je, da mi ne želimo nišnih, luksuznih,
izdelkov, ampak želimo izdelke, ki si jih lahko ljudje privoščijo, a ne. Seveda tule naredimo kompromis, manj vlagamo v marketing konvencionalen, ker temu primeru, a ne, tvoja razlika v ceni ni enaka, a ne. Se pa seveda zgodi, in to sem jaz velikokrat opazila, da so izdelki, kjer je, bom rekla tako, ker so neke vsebnosti zelo majhne, na račun aditivov, na primer, pa imajo zelo visoke cene na policah, a ne. Pa spet po drugi strani najdete tudi izdelke, kjer je v naši percepciji cena nizka, ampak ko pogledaš sestavine, tiste osnovne so okej, boste imeli nekaj od tega, a ne. Stojijo. Ampak tule je res to samo odgovornost do tega, da začnete brez deklaracije za začetek. No, ampak spet bi te rad peljal nazaj k pomarančam, a ne. Ja. Mogoče ta napačna saj res. predstava, ne, Ko pada imunski sistem, pojej si eno pomarančo, eno limono in bo in se bo boljše, vse a v ne. redu. Vse dobite iz hrane, seveda. Prehranska dopolnila niso nadomestila za uravnoteženo prehrano. To je dejstvo. In če hrana ni porihtana, bo moč, vpliv prehranskih dopolnil omejen. A ne, mi moramo težiti k temu, da najprej porihtamo hrano. In zdaj tako, kadar imunski sistem pada, takrat pridejo v poštev višji vnosi vitamina C. To je 250 miligramov, enkraten odmerek vitamina C, vse več, kar je od tega, bomo pa res polulali, ker je preveč za telo in ker je vitamin C vodotopen, bo vitamin C izločen z urinom, a ne. Če bi to prevedli v prehranskemu žargonu v količine v hrani, bi bilo to 10 pomaranč, na primer. Si ti sposoben 10 pomaranč pojesti? A ne? S tem, da ko ti pomaranče ožameš, mi že govorimo o predelanemu živilu, ker je že začel oksidirati, ti bi mogel res rezine jesti. To je časovno, kalorično, finančno, če boš ekološke kupoval, precej zahtevno, a ne. Ampak to je pol podobno kot teza, da če bom v nedeljo pri goveji župi pol še en kozarec rdečega vina spil, da bom poskrbel za srce in ožilje. Ja. A imamo ta prepričanja v resnici v Imamo. sebi, ne? Imamo. Zelo priljubljena je bila in velikokrat v javnosti ponovljena, teza o francoskem paradoksu. To je teza, ki je pravzaprav govorila o tem, da navkljub temu, da Francozi zaužijajo veliko nasičenih maščob, predvsem z masla, imajo nizko stopnjo srčno-žilnih bolezni na račun tega, da ob kosilu zaužijajo en deci rdečega vina. Rdeče vino je bogato z antioksidantom, polifenolom, ki mu rečemo resveratrol. Ampak ko je znanost šla to podrobneje opazovati, so prišli do zaključka, da teh 100 miligramov resveratrola, kolikor bi ga mi mogli zaužiti, da bi blagodejno vplivali na naše srce in žile, če bi to prevedli v enote vina, bi bilo to 50 litrov vina na dan. Ne. Se pravi, bi imela midva čisto drugo težavo, Malo večjo. malo večjo od samo srčno-žilnih bolezni, a ne. To so neka popularna prepričanja, za moje pojme, ker smo mi kot ljudje narejeni tako, da iščemo bližnjice. A veš, mi hočemo quick fix, mi hočemo magično tableto, mi hočemo vadbo, po kateri bomo po 3 dnevih fit, mi hočemo terapevta, ki nam bo z enim srečanjem odpravil naših 20 let težav, a ne. In enako je bilo tudi na tem področju, ne. Lažje je bilo slišati in boljši občutek, a ne, tudi nam, en dec rdečega vina, pa saj to je vendar zdravo, čeprav mi vemo, da ves alkohol v vseh količinah je nezdrav, a ne. Kakor 50 litrov pa sploh, ne. kakor to racionalizirati in postaviti v neki v bistvu znanstven kontekst. Ampak daj mi razloži, v bistvu to razmišljanje, ne, ta Terranova prihaja iz Anglije, gospod Steven Ja. je pravzaprav neke vrste kreator teh, kako bi rekla, receptur, lahko tako rečem. Daj mi mogoče malo razloži, da bomo razumeli. Avemed je podjetje. Ja, ne? Kdo sem jaz? Ja. Ja, torej jaz sem distributer za prehranska dopolnila oziroma moje podjetje in moja ekipa v Sloveniji in na Hrvaškem. Istočasno sem pa tudi
vodja poslovnega razvoja te blagovne znamke na globalnem nivoju. In jaz sem Stevena Terrasa prvič srečala že skoraj 15 let nazaj, ko smo začeli odpirati slovenski trg. In takrat se je zame odprl nek nov svet, a ne, čeprav celo moje življenje delujem v polju prodaje, je bilo pa to zame nekaj zelo novega, avtentičnega, ki me je prepričal. In ti začetki so bili izjemno naivni, izjemno počasni, a ne, ker smo mi začeli z neko popolnoma novo paradigmo, oziroma on je začel. Steven je pionir na področju prehranskih dopolnil in je bil tudi tehničen direktor v najbolj znanemu svetovnemu podjetju prehranskih dopolnil. Zlate deklaracije imajo, a ne, ne smem povedati imena. In po vrsti let dela v tej industriji je on čedalje bolj vedel, da te formule niso narejene za ljudi, njihova telesa, ampak zato, da so v kapsulah in zato, da so v stekleničkah. Morale bi pa biti formule narejene za nas, za ljudi. In v 40-ih, a ne, ko ponavadi se začnemo prej spraševati, a je to, kar delam, prav, je to prava pot, kamor želim voditi svoje življenje, se je on en dan zbudil, dal odpoved in odšel k indijancem v rezervat v Ameriko prostovoljno pomagati. In nekaj let potem, ko sem jaz njega spraševala, kako je možno, da narediš take formule, ki so tako bulletproof, tako ni noter prostora za prosti tek in nobena rastlina v kompleksu ni brez naključja tam, je rekel: Ana, jaz sem se eno jutro zbudil in začel pisati formule in še zdaj mi ni jasen, od kje so te formule prišle, ker to je bilo nekaj, kar je šlo skozi mene in jaz sem samo pisal. Jaz osebno mislim, da njegov duh, njegov telo, njegov so bili pripravljeni, a ne, zato, da je bil on tisti, ki je to zapisal. Toliko let zatem je Trenanovo prisotna v 30 različnih državah, na 3 različnih kontinentih, in postaja lider na področju prehranskih dopolnil. Balkan je izjemno dobro pokrit, kolegi v Srbiji so tudi eno čudovito zgodbo spisali, a ne. In mislim, da tudi naše stranke, farmacevti, tehniki, zdravniki, terapevti so začutili to nekaj drugačnega, to neko iskrenost v izdelkih in zgodbi. Tudi v nameri, verjetno. Tudi v nameri, a ne. Naši izdelki so narejeni za tvoje telo. Niso narejeni za našo maržo, niso narejeni za te stekleničke, niso narejeni za to, a ne, da bomo mi s prodajo delali enormne marketinške budžete in vso silo govorili o sebi. In pri nas prva leta v bistvu ni bilo nobenega budžeta, a ne, je šlo od ust do ust, iz izobraževanja na izobraževanje, ko smo mi razlagali to svojo filozofijo, te svoje prednosti, in potem so ljudje že na podlagi izkušenj, a ne, prijateljev začeli kupovati, začeli govoriti in tako se je pol to začelo. Na kaj si pravzaprav najbolj ponosna, ko tako razmišljaš, da v resnici ta strokovna javnost, ki morda tudi zaradi svoje profesionalne poti rabi poznati več odgovorov kot končni uporabnik, ne, na primer, če tako rečem, na kaj si ponosna, kot Terranova ali pa kot Avimed, kaj vam je uspelo v bistvu, da ste slišani tudi v tem extra value, ki je dan v vsaki kapsuli? Jaz sem zelo ponosna na to, da toliko let po začetku vidim tudi konkurenco, da je začela obračati svoje jadra. Da so začeli določeni se izogibati aditivom, da so začeli uporabljati biološko razpoložljive oblike, kar mi delamo že od štarta. Samo tiste oblike vitaminov, mineralov, encimov, kofaktorjev, ki jih telo zanesljivo porabi, ne nekaj samo zato, da imamo, a ne. To se mi zdi tisto res eno dodatno priznanje in to tudi, kadar s Stevenom govoriva, sva obadva ponosna na to. Da se vendarle spreminja. Da s tem spreminjamo svet na bolje, našo branžo na bolje, da imajo ljudje od tega več in bolje, a ne. To se mi zdi tisto, kar ostaja neko zadoščenje, a ne, poleg seveda tudi ostalih zadev, ki pridejo. No, ampak če rečeš, ne, vedno znova
se tudi ta, vaša branža uči in izboljšuje. Vi ste zdaj spet lansirali nekaj novega tehnologijo. A mi razložiš? Ja, mi nismo lansirali v resnici nič novega. To je tehnologija, ki je začela, v bistvu se raziskovati že v 80. letih. Imenuje se SNEC. Gre se pa za to, da je bila ta tehnologija v osnovi narejena za določena zdravila, kjer je bila utilizacija v celico slaba, a ne. Tako so začeli to raziskovati in na koncu so to reaplicirali tudi na določene molekule, ki jih najdemo v živilih, za katere vemo, da je sama biorazpoložljivost, absorpcija v celico zelo, zelo slaba. To so kompleksne velike molekule, ki jih telo preko jeter izloči, namesto da jih pošlje v celico. Te molekule so na primer hialuronska kislina, resveratrol, kvercetin, koencin Q10 je takšen, kurkumin iz kurkume. In če mi te molekule na poseben način obdelamo tako, da jim dajemo dvojni ovoj, potem te molekule ne pridejo preko jeter, ne prehajajo preko jeter, ampak jih mi preko žilne stene s ciklomikroni prenesemo direkt v celico. Kar je pa Tam, kjer jih moramo imeti, in tam je njihov cilj. In to so novi izdelki, ki smo jih vključili letos, in to je pač del ene nove kategorije izdelkov Terranova, kjer bojo vse molekule uporabljene, te aktivne učinkovine, izključno obdelane s to SNEC tehnologijo. In tle je bilo tudi zanimivo, ker smo dobili vprašanje, ampak saj že zdaj imamo kvercetin pa hialuron, a ne, kako bomo pa zdaj to umestili, kaj bomo rekli, da je ta enostavno boljši? In je Steven rekel, dobesedno to bomo rekli, in tudi če tiste nehamo prodajati, ker je to boljš, a ne. Ker gre za izjemno koncentrirane vrednosti, to pomeni, da recimo 5 miligramov SNEC-ta je 500 miligramov konvencionalne učinkovine, mi dobimo zelo majhne količine in se lahko s ceno zelo približamo potrošniku tudi. Se pravi, ti dobiš nekaj, kar je ceneje, s bistveno boljšim izkoristkom za telo. In to je meni všeč pri Terranovi, a ne, da dejansko gre za neko, ful govorimo o sustainabilityju, a ne. Pa velikokrat pozabimo, da se to dotika tudi te pragmatičnosti, ki bi jo mogli imeti, da na trg dajemo dobre kvalitetne izdelke, ki bojo enako dobri tudi čez 50 let. Ker niso dobri samo zdaj. 50 let sem malo veliko rekla, glede na to, koliko se čas hitro vrti, čez 10 let enako dobri. In ko vidimo, da obstaja tehnologija, ki je boljša, da obstajajo študije, ki nam kažejo, da so določene kombinacije boljše za nas, uporabimo to. Se ne držimo kot pijanec plota preizkušenih formul. Jaz sem mogoče malo naiven v vstopanju v ta svet, na primer moj Rok pa preprosto kontra, skoraj malo negativen v tem smislu, to je brez veze, ne, zelo podobno, zato sem tudi izhajal iz teh izhodišč nekih prepričanj o tem. Ampak meni je bilo dano, na primer to mi je fajn, ke vaše punce v bistvu v resnici, ne vem, a temu jaz prav rečem, da rečem personalizirano, a ne, ampak da z merjenji, ki jih opravljate na različnih koncih, v lekarnah, na različnih mestih, v resnici sem imel možnost, da sva, ne vem, 3 leta nazaj prvič pogledala mojo situacijo. Ti veš, da sem jaz bil priden v reakciji oziroma da sem pridno jedel, no, drugače nisem bil priden. Pridno jedel stvari, za katere se je na prvem merjenju pokazalo, da so v nekem deficitu, v nekem minusu. Da smo lani, ko smo bili spet skupaj, da sem to merjenje ponovil, in letos, ne, da si tudi sama rekla, koliko si zadovoljna oziroma kako se je videlo z temi testi ta sprememba. A misliš, da ljudje pol lažje, ke naredimo tak vpogled, razumemo, da smo neke funkcije telesne toliko dramatično izboljšali oziroma jih ohranili? Jaz mislim, da Ti si bila zadovoljna z mojim rezultatom? absolutno, in ti si izjemno pridna stranka, ki se je držala tega, je pa tudi res, da si bil odprt za to, a ne. Ti si dejansko prepoznal v temu neko vrednost zase, za svojo kvaliteto življenja. In potem prave kombinacije dopolnil uživati,
ke so bile personalizirano tebi svetovane, se učinek poznal in ti si s tem nadaljeval. A ne, problem pri nas je, da pozabimo, da je to kot umivanje zob vsak dan, da je to, kakor bi moralo biti gibanje vsak dan, da je to kot hrana vsak dan, a ne. Izkoristek energije s hrane pri tebi je bil boljši zaradi kofaktorjev, vitaminov, mineralov, ke si jih vnašal, a ne. Seveda, veliko je nejevernih Tomažev in prav, da so, ker izzivajo nas, ker moramo mi najti poti, kako skomunicirati, da mogoče se pa tudi oni prepoznajo oziroma vidijo, da je neka potreba, ke jim jo lahko mi zapolnimo, a ne, ali pa neka vrzel. Vse kolegice, ke delujejo na terenu in svetujejo in opravljajo bioresonančna merjenja, imajo kot osnovo medicinsko fakultetno izobrazbo, ke je bodisi lahko biomedicina, farmacija in tako naprej. Se pravi, to so kolegice, ke zelo dobro razumejo patofiziologijo telesa, kontraindikacije zdravil in tako naprej s prehranskimi dopolnili. Precej dobro smo tudi izurjeni temu, da razumemo, kaj hrana je, kakšen bi mogel biti optimalen krožnik, kakšna so priporočila za zdravo življenje, a ne. Tako da ta svetovanja so holistično usmerjena in za moje pojme kar precej poglobljena. In imamo tudi to možnost seveda, da rezultate lahko primerjamo s prejšnjimi in potem vidimo, kje nekdo je, a ne. In pri tebi se je res izkazalo, da so bili ti rezultati osupljivo optimalni, kar pomeni, da si izjemno discipliniran. Ampak to tudi pomeni, da imaš urejene določene druge stvari, da obvladaš svoj stres, da se hidriraš dovolj, a ne. Da si discipliniran pri jemanju, a ne, mislim, a veš, saj to gre vse z roko v roki, ni samo to, ne moreš samo tega pripisati, a ne. No, je pa rekla doktor Ana, da moram, hecam se, da moram veliko vlaknin še pojesti, a ne. Manjka Da se vlaknin, moram gibati. zelenjave, a ne, da moraš se To so več vse segmenti, Ja. ampak pač prehranski dodatki so podporni Element. element enega od teh segmentov Tako, naših življenj in zato tako pomembni. Ja. Meni je bilo fascinantno, na primer sem imel eno gospo zdaj, ko smo bili na vikendu zate z Alenko, na primer sem imel priložnost, sem to gospo spoznal, ki je rekla, da so vaše punce odkrile veliko dozo, preveliko dozo živega srebra v njenem telesu, v kar je ona podvomila in šla na teste izven vašega preverjanja in dobila točno to potrditev. Se pravi, vendarle zaznavamo širše, ne. Ja, ja. Kot je že Galileo Galilei rekel, a ne, ne moreš vedeti, če ne zmeriš, a ne. Mi, hvala bogu, živimo v trenutku, v času, zato mi je po svoje, ne razumem nejevernih Tomažev, težko jih razumem, ker živimo, imamo to veliko srečo, da živimo v tistem delu nam znane zgodovine, kjer lahko ogromno enih stvari zmerimo na različne načine. V krvi, a ne, zmerimo vrednosti vitaminov, ki jih imamo, merimo vrednosti sladkorja, jetrnih encimov, maščob, hormonov, a ne, in na podlagi tega si mi res lahko ustvarimo eno kompleksnejšo sliko o sebi, o svojem telesu. Mi imamo pametne telefone z aplikacijami, ki merijo vse, a ne. Se pravi, tule se mi zdi pol tudi malo negiranje, a veš, včasih se ljudje resnice tudi bojimo, a ne. In ta primer te gospe, to se nam je velikokrat zgodilo, včasih se tudi recimo ni poklopilo, a veš, ker recimo nam ni bilo jasno, da na račun MTHFR genske mutacije manjka železa in je bioresonanca pokazala neki laboratorij, spet nekaj drugega. Saj ni vedno 100%, a ne, tudi odvisno je, človek je prišel k nam, bil nateščen, je bil nateščen, kakorkoli pri tej gospe, a ne, se je pa vseeno ena velika situacija, a ne, ker te težke kovine bi lahko začele povzročati težave v njenih možganih, a ne, in posledično bi gospa imela mogoče malo prej kakšno nevrodegenerativno bolezen. Okej. A greva lahko čisto plastično ali pa čisto konkretno komunicirati, ne, ke jaz vem, da punce rabite lip glos za zvečer ven, pa mogoče kakšen eyeliner,
ne, kaj moram jaz, ne, ali pa kaj bi svetovala, da greva, veš, jaz sem zmerom rad praktičen, jaz bi rad, da mi mogoče, vem, da je paleta vaših izdelkov grozno velika, ampak a greva tam, kjer je bistvo, greva tja, kjer je osnova, brez katere pravzaprav karkoli drugega vnašava vase, ne deluje. Kam bi Ja. me peljala? Kaj bi rekla, da je namest lipglosa? Ja, če nagovarjava gospe, potem bi nasploh govorila o tistih mikrohranilih, za katere znanstveno vemo, da je incidenca pomanjkanja večja. Na primer železo. Med 40 in 50% žensk ima subklinično, še nedokazano torej, pomanjkanje železa. Definitivno preveriti železo in potem najti izdelek, ki ima bisglicinatno obliko železa, ki ne bo zapirala nas in povzročala prebavnih motenj. Železo torej. D3 vitamin za absolutno nas vse. Zmotno je prepričanje, in potrjeno, zmotno je prepričanje, da ga iz sonca dobimo dovolj. D3 vitamin, ki je holekarciferolne oblike, moški, ženske, ne glede na starost, celo leto. Ampak daj mi reči, D3 zato da. Z D3 zaradi tega, ker mi vemo, da D3 prispeva k boljšemu imunskemu sistemu, da D3 prispeva k boljšemu okrevanju po padcih imunskega sistema, za našo boljšo kri, tudi mentalno funkcijo, ne. Mi vsi vemo, kakšna je incidenca pojavnosti depresije na severu Evrope zaradi pomanjkanja vitamina D3. V kakšni količini rečeš? 2000 enot na dan je priporočen dnevni vnos v kombinaciji bodisi z dodanim K2 vitaminom, ki bo pomagal vsrkati D3 dejansko v celico. Pri nas recimo to tudi rešimo tako, da dodajamo koriander, ki je bogat vir vitamina K med ta rastlinski kompleks D vitaminov, a ne. B-vitamini. Za mene najboljši švicarski nož proti stresu, zunanjemu, notranjemu. Zakaj? 1/3 nas je nosilec MTHFR genske mutacije, ki onemogoča metilacijo B-vitaminov v telesu. Pomanjkanje B-vitaminov povezujemo z težavami z zanositvijo, mentalno, miselno disfunkcionalnostjo, težavami z imunskim sistemom. Tako da B-vitamini, kvalitetni B-vitamini, kjer bo B6 v pirodoksal 5-fosfatni obliki, B9 in B12 pa v metilni obliki, je definitivno nekaj, kar bi lahko imeli vsi doma. Potem pomanjkanje izjemno pomembnega makrohranila omega 3. Zakaj? Živimo v času, ko smo mi prehranjeni. Naši kalorični vnosi so največkrat previsoki. Na račun obilice predelanih, procesiranih živil mi zaužijemo preveč ogljikovih hidratov, preveč transmaščob, po drugi strani pa premalo vlaknin in absolutno premalo kvalitetnih omega 3 maščob. Omega 3 maščobne kisline mi najdemo v plavi mali ribi. Ko sem bila jaz majhna, se prav spomnim, so se police oziroma tiste mize na centralni tržnici v Ljubljani šibile pod sardelami, sardoni. Te male plave ribe je bilo v izobilju. Zdaj temu ni več tako. Mi zelo težko na kontinentu pridemo do kvalitetne male plave ribe, ki pa je vir dobrih omega 3 maščobnih kislin. Zaužiti bi jih morali najmanj 3-krat na teden, da bi zadostili vnosu teh dobrih maščob, ki so ključnega pomena za to, da naši možgani, naše srce in naše ožilje delujejo tako, kakor bi morali. Možgani, srce, ožilje so najpogostejši razlogi, zakaj mi umiramo. Srčna kap je številka 1, a ne. In v tem primeru bo maščobna kislina pa tista, ki bo varovala naše srce. Ampak spet, prosim te, ni vsak omega 3 dober To sem, in hočem reči, da
v resnici tudi, ne, sama rečeš, je treba poskrbeti za to, da je v resnici ena vrsta ribe, da ni noter nametano ne vem kaj, in da Ja. tudi znam razumeti, kako v bistvu, lahko ločujem oziroma razumem. Ja, ni vsaka omega za vse in glede na to, da je terenova veganom primerna blagovna znamka, sem jaz v času nosečnosti kot nora iskala omego, ki bi bila primerna za nosečenca, to pa zaradi tega, ker je že zelo jasno izkazano, a ne, da višji vnos dobrih maščob vpliva na razvoj zarodka. In sem vedela, da tega pri terenovi ne bom našla, tako sem jaz prišla do Wallis Finesta. Te izjemno kvalitetnih maščobnih, to imaš ti tam, maščobnih kislin, Ja, ker sem jaz vedela, da če bom vnašala visoke količine EPA, bom lahko bistveno bolj krvavela v času poroda in nisem naredila nič, da jaz rabim deho. In jaz takrat v Sloveniji kvalitetne deha nisem našla. Vedela sem pa tudi, da prehranska dopolnila z omega-3 maščobami, da so kar pereča v smislu trajnosti. Zakaj? Kadar imate vi omege, kjer je vir ribe noter, so školjke, pa so raki, pa so ribe, to pomeni, da so ribiči dobesedno prišli, spustili mreže in mi temu rečemo razdelali morsko dno in s tem nepovratno uničili floro. To se v večini primerov dogaja v južnoameriških državah, ki so največji proizvodni obrati za predelavo omega-3 maščobnih kislin. In jaz sem vedela, da takega izdelka nočem, ne, da hočem nekaj, kar je dobro ne samo zame, ampak tudi za planet. Ker imam drugače rada ribe in hočem, da je ta morska flora takšna, kot bi morala biti. In tako sem jaz prišla do teh Wallis, ki so pa iz Severne Amerike, ribolovne vode so na Aljaski, vedno zbirajo ribe, ki so na vrhuncu svojega življenjskega cikla, se pravi, skrbijo za to, da se ribne flote pomlajujejo, vedno je monovir, to je vedno trska, aljaški polak, in vedno porabijo celo ribo in cela riba se predela in na ta način zaradi posebne predelave oni dobijo izjemno visoke koncentracije teh omega-3 maščobnih kislin. Vsi izdelki so v temni steklovini. Zakaj? Problem pri maščobnih kislinah je, da oksidirajo. In mi želimo, da so totoks vrednosti teh ribjih olj nizke. Ker, če je totoks vrednost ribjih olj nizka, bo to po krvno-možganski barieri šlo v možgane in pravzaprav delalo ravno nasproten učinek v možganih, a ne. Tega pa mi ne želimo. Mi želimo omega-3, ki so popolnoma čiste, brez primesi kovin, ker te kovine bojo na koncu pristale v možganih. Vemo pa, da generalna populacija ima absolutno prenizke vrednosti omega-3 maščobnih kislin, ki so najboljše varovalo za vaše srce in kardiovaskularno funkcijo, poleg možganov in tako naprej, a ne. In tle omega maščobne kisline so neki, kjer definitivno si velja pomagati s kvalitetnimi prehranskimi dopolnili, da zadostimo vnosom. Jaz sem si tle vzel tudi za Tristana, Ja, ker ja. imaš, ker Ja. imate linijo tudi, ki je prav za otroke, ne. Ja. A mi poveš, koliko pomembno je mogoče pa iz tega aspekta tudi zaradi njihovega, funkcioniranja oziroma ki je drugačna in hitra rast in razvoj in vse. Zakaj je toliko pomembno za otroke? Zdaj tako, otroci in prehranska dopolnila sta kategorije, ki načeloma, a ne, se jo iz naziva moralnega oglaševanja mi izogibamo, Okej. a ne. Zaradi tega, ker ne smeš, ne velja targetirati Okej, jaz sem starejših izhajal in iz otrok. sebe, ja. Ti si mene kot vsak normalen Ja, starš Ja, vprašal nekaj, kar je povsem normalnega, ker sem tudi jaz starš, saj na povsem istem, a ne. To sem mogoče bolj tako povedala v informacijo, ker se mi zdi pomembno. Seveda, mi imamo tudi prehranska dopolnila, kjer so viri otrokom prilagojeni. To so torej nižji vnosi, ki so za otroke pomembni. Veliko otrok je neješčih.
veliko otrok se sooča z, raznimi, bom rekla, oslabljenimi imunskimi sistemi iz različnih naslovov, ne, in takrat si velja pomagati z kvalitetnimi prehranskimi dopolnili. Tule je meni tudi ta konotacija, naj bo prehransko dopolnilo kakor bonbon, sladko kakor bonbon, naj bo kakor medvedek, absolutno nekaj, kar degradira, bom rekla, otroka, a ne. Ker mi moramo naše otroke vzgajati v to smer, ker oni so tisti, ki prihajajo za nami, da bojo razumeli, da to ni bonbon, da to ni nekaj, kar jemo kar tako, a ne, ampak da sta mama in oče zbrala nekaj za njega, kar ga bo podprlo v zimskemu času, a ne, ali pa iz različnih drugih razlogov. Tako da ti si za svojega Tristana zbral izdelke, ki so za njega varni in primerni, navkljub temu, a ne, da bi lahko prišlo do kakšnih kontraindikacij, a ne. Jaz tudi še malo njegovega zelenega pojem. Tristan je kot vsak pošten fant. Ja. Dobil tudi prikrito zelenje. Kaj je prikrito zelenje? Prikrito zelenje je prah, kjer mi ne dodajamo vitaminov in mineralov sintetiziranih ali pa česa podobnega, dodajamo samo probiotike, hkrati pa je to kompleks 11 zelenih rastlin, 10 vrst liofiliziranega jagodičevja, ki pravzaprav predstavlja eno tako berglo, a ne, sploh pozimi, ko svežega sadja, sveže zelenjave manj, a ne, in ko mi iščemo to pestrost, ki jo najdemo v mavrici, drugače živil in predstavljajo uravnoteženo hrano. To potem z žlico damo vodo, jabolčen sok, v rastlinsko mleko, spijemo. In oba uživava. In oba uživata, super. Še malo zasledi zaradi pese, a ne. Ja. Ja. Daj me pelj še na področje probiotikov. Jaz sem imel konstantno težave z prebavo, konstantno, in se mi zdi, da sem končno zdaj v eni taki poziciji, ke se počutim drugače, ne počutim se toliko napihnjenega, samo izgledam tako. Pomembno pa je, da se ne počutim, da sem napihnjen. Koliko pomembno je tukaj, ker to se mi zdi vseeno, ne, tudi ta skrb v hladilniku, rekla si 2 leti od trenutka, ko odprem, je pravzaprav uporabno in je fajn, da imam to takrat, kadar, ne, se počutim, da o tem razmišljam. Kako se počutiš, kadar prebava ni okej, Mark? Si kaj bolj utrujen? Ja, seveda. Seveda. Ker je naš prebavni trakt tako zelo pomemben organ. In če prebava ni okej, mi nismo okej. Niti mentalno, niti fizično. V smislu padec imunskega sistema, kognitivna funkcija je počasnjena in tako naprej. Področje probiotičnih sevov in pa prebavnih encimov je še v povojih. Znanost je sicer izjemno napredovala in živimo v tej eri, ko na leto izide na stotine študij, ki preučujejo te seve v črevesju in kaj se z njimi dogaja. Mi v bistvu zaenkrat zagotovo še ne vemo določenih stvari, lahko pa na podlagi metaanaliz domnevamo, da določeni probiotični sevi skupaj ali pa prebavno-encimski soji skupaj, a ne, delajo dobrobit telesu na različne načine. Recimo, probiotiki zmanjšujejo incidenco napihnjenosti, pomagajo pri razgradnji hrane, uravnotežijo dobre in slabe bakterije, ker mi rabimo in dobre in slabe, a ne, medtem ko prebavni encimi so tisti element, ki nam bo pomagal razgraditi hrano na manjše enote in omogočil boljši izkoristek energije in elementov iz hrane, hkrati pa zmanjšal napihnjenost, blagodejno vplival na naše izločanje, a ne, kadar prihaja do zaprtosti ali pa do nekontroliranega izločanja, in krepil encimsko floro, ki pa z leti upada. Po 40. letu, a ne, mi smo itak narejeni tako, da ne samo hormoni, ampak tudi prebavno-encimska flora upada, bo krepil to naravno prebavno-encimsko floro, ker jo bomo mi inhibirali z novimi encimi. Kdaj mi posežemo po prebavnih encimih? Kadar vemo, danes bom jedel malo slabo
ne vem, kdaj bo moj naslednji obrok. Ali pa bo blazen pozen zvečer, grem na eno večerjo, tega nisem navajen. Kalorično bo to bogata hrana, ki mi lahko predstavlja težave, ali pa kadar imamo že obstoječe prebavne težave, takrat posežemo po prebavnih encimih. Po odprtju jih imam lahko 2 leti doma in za mene je to definitivno lahko del, bom rekla, Prve pomoči za celo pomoči. družino, ne. Ja. Ja. A se ti zdi, Ana, da si, a ne, veliko ljudi dela stvari, v katere ne verjame povsem, ne zaupa povsem, ampak jih pač dela. A se ti zdi, da je ta strast, kako pripoveduješ, kako govoriš o stvareh, tudi posledica tega, da je to ena zgodba, ke ni samo del tvojega posla, ampak je to življenje, ki ga živiš tako kot ti in vaša ekipa in a se ti zdi, da je to en velik plus, da ti je dano, da lahko delaš eno stvar, v katero tako intimno čutiš in tako intimno verjameš? Ja, seveda. To je en velik blagoslov, ne. In tudi zanimivo je, jaz intimno verjamem to, da ljudje prepoznamo resnico, kadar se govori, kadar smo ji priča. Kako potem ta resnica vleče ljudi, ki s teboj živijo to neko resnico, a ne. In kar naenkrat imaš ti ta gang ljudi, ki podobno razmišljajo, ki si vsi nosijo kosilo v službo, pa ne, da je to pri nas pogoj, a ne, ampak kar naenkrat se to zgodi, ker toliko govorimo o tem, ker toliko razmišljamo o tem, ker se toliko intenzivno s temi stvarmi ukvarjamo, a ne. In jaz osebno bi težko nasprotno od sebe, od svojih nekih intimnih prepričanj delovala, zelo težko. Ne bi mogla, no. V konfliktu sama Bi s sabo. velikem najbrž, ja. Ja. Super. Ja. Ana, hvala, ke si z mano razmišljala na glas. Jaz zmeraj mislim, da je pač pomembno govoriti, da je pomembno se pogovarjati in predvsem v bistvu si dovoliti, ne, da nekdo za tebe odkriva en svet, ki ga morda sam ne poznaš, nekdo drug ga je. In jaz sem se danes spet nekaj naučil, spet nekaj vem in, res hvala ti za čas in jaz prisežem, da še ponoviva oziroma prisežem, da bova še v kakšen detajl šla, ker se mi zdi, da ta vaše delo ponuja, 1001 odgovor. Hvala, Mark, za povabilo. Jaz bi samo zaključila s tem, da prehranska dopolnila so tukaj in tukaj bojo ostala, ker so odziv na čas, v katerem mi živimo, na način življenja, v katerem mi živimo, so dobro raziskana in varna in kontrolirana. In definitivno je na vseh nas, da jih pobliže začnemo spoznavati. In je to del naše samoodgovornosti, a ne. In tudi s tem zaključiva. Ja. Darila ti pa ne bom dal, Ne. čeprav sem ful vesel. Ne mi ga dati. Jaz ga bom Manji dala, če ga še ni dobil. Manja bo dobila, Ja. dobro. Ful sem vesel, ke mi stojite ob strani in ke verjamete v to, da skupaj delamo nekaj dobrega in da skupaj delamo svet boljši in lepši. In, sem vesel, da sva bila skupaj. Hvala. Srečno. Srečno. Manja, imam en daril zate.